Spoštovani, pozdravimo prihod ministrice za obrambo Republike Slovenije, gospe Andreje Katič. Spremljajo jo načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, poveljnik Centra vojaških šol, brigadir Vilibald Polšak in poveljnik vojašnice generala Majstra in 72. brigade, brigadir Franc Koračin. Mirno! Čas! O! Prav! Spoštovani, dobrodošli in lepo pozdravljeni v hramu Slovenskega vojaškega šolstva v Mariborski kadetnici, kjer je sedež Centra vojaških šol, ki danes praznuje svoj dan. Zato k besedi vabim poveljnika Centra vojaških šol, brigadirja Vilibalda Polšaka. Prosim. Spoštovana gospa ministrica za obrambo Andreja Katič, spoštovani gospod župan dr. Andrej Fištravec, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, spoštovani gostje, spoštovani sodelavci Centra vojaških šol. Prisrčno dobrodošli v Mariborski kadetnici, kulturnem spomeniku z domoljubno vsebino. Danes je za vse nas pomemben dan. Za nas, zaposlene v Centru vojaških šol, ki 16. decembra praznujemo svoj dan, in za vse nas, ki se ukvarjamo z vojaškim poklicem, se v tem letu obeležujemo 25 let vojaškega šolstva. Čeprav se leto 1991 vse bolj umika v zgodovino, pa je prav to leto pomenilo prelomni dogodek za slovenski narod, saj je vendarle uspel uresničiti svojo nacionalno državo. Prav ti dogodki leta 1991 so steber nadaljne rasti in razvoja slovenske države, pa tudi slovenske vojske. Pomemben kamen v mozaiku izgradnje slovenske vojske pa je vsekakor tudi razvoj vojaškega šolstva, ki se je pričel pred 25 leti z ustanovitvijo šole za podčastnike. O teh prelomnih trenutkih nastajanja vojaškega izobraževanja in usposabljanja bo več spregovoril naslednji govornik, jaz pa želim na dan praznika vojaškega šolstva spregovoriti o našem delu danes, jutri in pojutrišnjem. Poslanstvo oziroma naloga Centra vojaških šol je jasna. Podpora razvoju zmogljivosti Slovenske vojske s kakovostnimi programi vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter razvoj vojaške stroke in oblikovanje vojaških voditeljev. Kar pomeni, da se vsi zaposleni tako v šolah Centra vojaških šol kot organizacijskih enotah Centra vojaških šol, ki so zadolžene za podporo izobraževanja in usposabljanja, vsakodnevno trudimo pri izvajanju programov za zagotavljanje vojaško izobraženih in usposobljenih vojakov, podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev z visoko stopnjo strokovnega znanja ter za razvoj vojaških voditeljev z visokimi etičnimi merili, ki bodo sposobni uresničevati poslanstvo Slovenske vojske doma in v tujini, ter bodo usposobljeni za poklic v Slovenski vojski. Ob tem pa nenehno skrbimo za razvijanje in implementiranje znanj, spretnosti in veščin, katere bodo naši slušatelji pri svojem delu potrebovali. Da je vse to mogoče in uspešno, je pomembno zavzeto in visoko strokovno delo vseh,
ki so tako ali drugače vključeni v proces izobraževanja in usposabljanja naših slušateljev. Gre za odlično opravljeno delo načrtovalcev, nosilcev predmetov in učiteljev, inštruktorjev in mnogo drugih pripadnikov Centra vojaških šol in enot Slovenske vojske. V letu 2016 je sodelovalo 114 nosilcev predmetov iz Centra vojaških šol ter poveljstev in enot Slovenske vojske. Navedeni, kompetentni, interno imenovani strokovni izvajalci s svojim vsakodnevnim delom pomembno prispevajo k našemu skupnemu cilju, da slušatelj zapusti šolanje v Centru vojaških šol oborožen z znanjem in zadovoljen. Ob današnjem dnevu Centra vojaških šol bi se želel zahvaliti vsem, ki s svojim delom k temu prispevajo. Kaj nas čaka jutri? Naj povzamem in dopolnim z besedami, ki jih je izrekel naš vrhovni poveljnik 4. oktobra na predvečer ob mednarodnem dnevu učiteljev. Biti učitelj ni samo delo, ampak je poslanstvo, s katerim usmerjate učence v pogumne in samozavestne posameznike, ki v prihodnost gledajo z upanjem in ne strahom. V Centru vojaških šol bi dodali, učimo jih, da si naj drznejo vedeti. Predanost učiteljev, inštruktorjev, strokovnih izvajalcev za vojaško poučevanje moramo najprej razumeti, da bi ga lahko spoštovali. Ravno posameznik, kandidat, slušatelj je v Centru vojaških šol največja vrednota. Pred nami je 41 novih kandidatov, ki jih nismo samo opremili s službenimi uniformami, ampak smo iz vojakov naredili podčastnike. Naš pojutrišnji nadaljujemo s pogumnim stopanjem v javno-izobraževalne standarde, s postopki imenovanja 7 učiteljev višješolskega strokovnega programa. Z njihovim imenovanjem bomo lahko kreditirali in priznali kompetence slušateljem iz osnovnega in nadaljevalnega vojaškega kariernega izobraževanja podčastnikov. Za izvedbo generalštabnega šolanja bomo vzpostavili 5 nosilcev temeljnih moduljev, ki so kot vojaški strokovnjaki že ali še bodo habilitirani v javnih izobraževalnih zavodih, skladno z zahtevami programa za generalštabno šolanje. Za vzpostavitvijo zmogljivosti imenovanja vojaških učiteljev na višješolski stopnji in habilitacijo vojaških predavateljev na visokošolski stopnji bomo omogočili skupno izvedbo akreditiranih programov v javnih izobraževalnih zavodih ter pridobitvijo dodatne izobrazbe z 2 poklicema, civilnim in vojaškim. Dan po pojutrišnjem v razvoju vojaškega izobraževanja in usposabljanja po bolonskih principih prepuščamo odločevalcem izvršne oblasti kot zmožnost možnega. Ponosni smo, da lahko ustvarjamo in izobražujemo vojaške posameznike z multidisciplinarnim pogledom na prihajajoče izzive. Srečno in drznite si vedeti. Hvala brigadirju Polšaku. Danes praznuje svoj dan tudi šola za podčastnike. Za svoj praznik si je izbrala dan, ko je pred 25 leti bila ustanovljena prva vojaška šola v Slovenski vojski. V čast nam je, da lahko danes, po 25 letih, pred mikrofon povabim prvega poveljnika šole za podčastnika, polkovnika v pokoju gospoda Andreja Kocbeka. Prosim. Spoštovana ministrica, spoštovani župan mesta Maribor, spoštovani načelnik generalštaba, spoštovani načelnik Centra vojaških šol, posebej pa še pozdrav vsem tistim, ki smo pred 25 leti imeli priložnost izvajati pomemben projekt prvega šolanja podčastnikov v samostojni Sloveniji. Današnji 16. december je namenjen šoli za podčastnike Andreja Komela plemenitega Sočebrana, ki je uradno prva ustanovljena vojaška šola po osamosvojitvi Slovenije. Ob današnji slovesnosti me spomini popeljejo v leto 1991, ko se po končanju moje vznemirljive dolžnosti vodje 710. učnega centra v Pekrah dobil telefonski klic s sporočilom ministra: premeščen boš na dolžnost načelnika šole za podčastnike v kraj Ig. Z velikim bremenom odgovornosti, a zavedanjem, da je nova dolžnost priložnost za dokazovanje sposobnosti,
sem z ekipo 12 sodelavk in sodelavcev 16. decembra pričel intenzivno priprave na šolanje prvih počastnikov takratne teritorialne obrambe. Šola za počastnike je bila temelj, na katerem se je začel proces oblikovanja izobraževalnega centra sistema Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. V tem procesu, ki se je zaključil s formiranjem centra vojaških šol, sta mi bili zaupani tudi dolžnosti prvega načelnika in direktorja centra vojaških šol. Že med obrambno vojno leta 1991 se je pokazalo, da potrebujemo sodobno izšolane počastnike. Prvo odredbo o ustanovitvi šole je tedajni minister za obrambo Janez Janša podpisal 16.12.1991, formalno pa je šola bila ustanovljena 23. januarja naslednjega leta, ko je z objavo v uradnem listu začela veljati njegova odredba o ustanovitvi šole za počastnike. Šola za počastnike je bila prva uradno ustanovljena vojaška šola v samostojni Sloveniji. Šolanje poskusne generacije kandidatov za počastnike je potekalo od januarja do maja 1992. V času šolanja smo bili izpostavljeni mnogim izzivom, katere smo premagovali z veliko odgovornosti, medsebojnega razumevanja, zaupanja, strpnosti in tovarištva. Ko sem 16. maja 1992 iz rok vrhovnega poveljnika predsednika Kučana prejel prapor šole za počastnike, sem se zavedal, da smo kandidati za počastnike in vodstvo šole uspešno zaključili pomemben projekt. Ta je z izšolanjem in počastniki dal pomemben prispevek k izvajanju urjenja nabornikov na služenju vojaškega roka v takratni TO, centrih in delu štabih in poveljskih TO. Moji karierni poti doma v TO, Slovenski vojski, na delu v NATO, EU in ZEU sem spoznal, da je človeški dejavnik tudi v današnjih vojskah ključen. Lahko imamo v Slovenski vojski še tako moderno opremo, še vedno bo odločilen človeški dejavnik, vojak, počastnik, častnik. Zato moramo imeti sposobne počastnike za izobraženo vojsko, s čim več znanja za vojsko, ki temelji na človeku, vsakem posamezniku, na človeku, ki je vreden in deležen spoštovanja, ki ne opravlja svoje naloge z voljo, pripravljenostjo in tudi veliko mero iznajdljivosti, kadar je to potrebno, tudi ustvarjalnosti. Naj zaključim z željo, da bo poslanstvo šole za počastnike in centra vojaških šol še naprej usmerjeno krepitev graditve Slovenske vojske, temelječe na spoštovanju njenih pripadnic in pripadnikov, enakopravnih državljank in državljanov v uniformi. Hvala. Hvala lepa. Za kulturni vložek bosta poskrbela brat in sestra, Vid in Eva Hartmann. Z glasbo se ukvarjata že od malih nog in je pomemben del njunega življenja. Nastopila bosta skupaj z Maticem Jegrom v akustičnem triu. Predstavili nam bodo priredbo dveh pesmi, in sicer Siddharta Dena in Nina Pušlar Poljub na klopci. Izvolite. Le kaj v tvojih je očeh, ta ples, ta let. So tvoje barve srca prelepe za oba. Ne morem stran od oči, preveč boli. Ne morem stran od srca, bojim se, da bi šla. In spet naenkrat se ne najdem in ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, a ne morem te objeti. In vedno bolj v glavi razvija in zvija telo. Ko je slika v ogledalu nekaj, kar ne rabim razumeti. In v nama ledenijo solze, pa bi morale zavreti.
Dolgo je, kar ne spim, stojim, bedim, se nastavljam, zverim, ne pijem in ne jem. So tvoje barve srca, preveč se naju dva. So tvoji biseri v očih, pretemni za ta greh. In spet naenkrat se ne najdem in ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, a ne morem te objeti. In vedno bolj v glavi razbija in zvija te to. Ko je slika v ogledalu nekaj, kar ne rabim razumeti. In v nama ledenijo solze, pa bi morale zavreti. Ledina, 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 ledina. Sedela so v parku na tisti večer iz nočnega neba. Padal je dež iz samih utrinkov in skriti želja, ko mi prižigala se za naju dva. Nasmeh je bil jasen, bilo je toplo in jaz približala sem ti svoje telo. Bila sva brez misli, odprti dlani, težave še so drugam, kot da jih ni. Četil se ne bi bil tako zamašljiv in jaz neumna tako najstnica. Ujela bi ta moment, ki padel je z neba. En poljub lepo ukraden, en dotik nežna slučajen. Ujela bi sreča, tuga na klopci, a si nisva upala. Ta poljub je bil drugačen, srcena in ima značen. Ujela bi sreča in bila zaljubljena. Zvezdna steza, prižgala se je, imam odhod tvoj parfum, dišala mi je. Če bi še roki podala si, vem, da ne bi odšla v pesmeri. Če ti se ne bi bil tako zamašljiv in jaz neumna tako najstnica. Ujela bi ta moment, padel je z neba. En poljub lepo ukraden, en dotik nežna slučajen. Ujela bi sreča, tukaj na klopci.
Hvala mladim glasbenikom in naj vas glasba navdihuje še naprej. Danes smo se tukaj zbrali, da obeležimo dan Centra vojaških šol in dan šole za počastnike. Vendar danes zaključuje svoje šolanje tudi 41 novih počastnikov Slovenske vojske. Zato je to tudi njihov dan. Na oder vabim poveljnika šole za počastnike, podpolkovnika Franja Lipovca, glavnega počastnika Centra vojaških šol, višjega praporščaka Klemna Berasa in poveljnika učnega voda 32. generacije OVSE-ju, štabnega vodnika Denisa Pungačarja. Na podlagi odredbe ministrice za obrambo Republike Slovenije čin vodnika prejmejo Tadej Vidmar, Samo Samarčič, Andrej Abram, Andrej Simonič, Janez Primc, David Barut, Goran Šimic, Matevž Burja, Saša Matijevič, Boštjan Pesarl, David Marin, Matjaž Črešnar, Janko Kenda, Boris Likar, Bojan Fijavš, Miha Stopar,
Marko Vogrinc, Marjan Ručman, Blaž Črnuta, Robert Rosa, Sašo Baumkircher, David Muhič, Marko Grabar, Jernej Smodiš, Andrej Žuran, Rok Juhas, Mitja Ogrizek, Nino Zalar, Denis Cebek, Stojan Švigel, Matjaž Bolte, Sašo Jeras, Milan Osolnik, Tomi Mlakar, France Golobar, Niko Šentak, Matej Topolavec,
Saša Matul, Mark Zager, Anže Pomac, ter Uroš Zver. Nota, jedno! Za koga? Za Slovenijo! Na del, stop! Na svoje mesta! Novim vodnikom Slovenske vojske. V čast nam je, da lahko za slavnostni nagovor na današnji slovesnosti povabim ministrico za obrambo, gospo Andrejo Katič. Izvolite. Spoštovani župan mestne občine Maribor, načelnik generalštaba Slovenske vojske, poveljnik centra vojaških šol, poveljnik 72. brigade in vojašnice generala Majstra, poveljnik šole za počasnike, prvi poveljnik šole za počasnike, predsednik Zveze slovenskih častnikov, spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, spoštovane družine, drage dame in gospodje. Z veseljem sem prišla v kadetnico v Maribor, sem, kjer je sedež vojaškega šolstva. Danes imamo razlog za veselje, saj zaznamujemo temeljne mejnike, ki definirajo slovensko vojaško izobraževanje. Lahko smo ponosni, da v letošnjem letu, v 25. letnici naše samostojne in suverene Slovenije, to praznovanje povezujemo tudi začetki slovenskega vojaškega šolstva in 25-letnico šole za počasnike. Gre za 25-letnico modernega vojaškega šolstva v naši domovini. Vendar pa slovenska vojaška zgodovina premore kar nekaj posameznikov, ki so že leta predtem pustili svoj pečat v evropski vojaški zgodovini. Dva izmed teh sta gotovo bila znameniti vojskovodja baron Andrej Čehovin, po katerem se že 10 let imenuje vojašnica Slovenske vojske v Postojni, ter Andrej Komelj plemeniti Sočebran, ki je bil začetnik slovenskega vojaškega poveljevanja in po katerem se, prav tako od leta 2006, imenuje naša šola za počasnike. Seveda pa ne smemo pozabiti našega generala in pesnika Rudolfa Majstra, visoko izobraženega častnika takratne avstrijske vojske, ki je bil pomemben član slovenske inteligence, in vizionar, ki je vedel, kaj je v kaosu ob razpadu Avstro-Ogrske
pomembno za prihodnost slovenskega naroda. S peščico svojih soborcev ter z odločnostjo, pogumom in odličnim strateškim premislekom je uspel prevzeti oblast v Mariboru v slovenske roke ter začrtati in obraniti slovensko severno mejo. Prav zato je lik generala Maistra eden izmed najpomembnejših likov v slovenski vojaški zgodovini. Ne smemo pa pozabiti tudi drugih velikih slovenskih borcev in strategov, ki so svoje vojaške znanje pridobili na takrat eminentnih vojaških akademijah in ga s pridom izkoristili tudi med Prvo svetovno vojno, v španski državljanski vojni, v prekomorskih brigadah in nenazadnje tudi med narodnoosvobodilno vojno. Pomena vojaške izobrazbe smo se zelo hitro začeli zavedati v pripravah na osamosvojitev Slovenije, ko smo v Pekrah in na Igu ustanovili 2 učna centra, kjer so prva vojaška znanja pridobili pripadniki prve generacije takratne teritorialne obrambe, kasnejše slovenske vojske. Pomen Peker in Iga je resnično izjemen, saj smo takrat prvič v slovenski zgodovini začeli posredovati vojaško znanje slovenskim nabornikom v maternem jeziku. Sploh prva vojaška izobraževalna ustanova Ministrstva za obrambo Republike Slovenije je bila šola za podčastnike, ustanovljena 16. decembra 1991. Prve podčastnike je ta šola izšolala že leta 1992 v takratnem Centru za zaščitno usposabljanje mesta Ljubljane na Igu. Glede slovenskega vojaškega šolstva se na Ministrstvu za obrambo zavedamo, da smo skladno z zakonom o obrambi odgovorni za to, da razvijamo vojaško šolstvo, ki je pravzaprav nadgradnja izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji. Gre za nadgradnjo v smislu specialističnih vojaških znanj, ki jih posamezniki, ki so predtem pridobili znanja v civilnih izobraževalnih ustanovah in institucijah, pridobijo v okviru izobraževalnih programov v Slovenski vojski. Po mojem mnenju je izobraževalni sistem, ki ga razvijamo na Ministrstvu za obrambo, dober in primerljiv tudi z izobraževalnimi sistemi v drugih oboroženih silah v tujini. To nenazadnje dokazujete pripadniki in pripadnice Slovenske vojske, ki ste svoja znanja pridobili v zadnjih 25 letih in jih s pridom uporabljate pri svojem vsakdanjem poveljniškem delu z vojaki in vojakinjami v Slovenski vojski ter v mednarodnih operacijah in misijah. Slovenski častniki in počastniki ste v svojem znanju lahko povsem enakovredno se primerjate s svojimi kolegi v drugih zavezniških vojskah. Seveda pa je vedno potrebno stremeti tudi k nadgradnji in razvoju. Znanje je najpomembnejše. Sama bi si želela, da bi v prihodnje še več pozornosti namenili izgradnji kariernih poti, ter da bi skozi jasno določene selekcije prepoznali posameznike z največjim voditeljskim potencialom, vizionarstvom in izkušnjami, da bi prav ti pripadniki in pripadnice na višku svoje vojaške kariere dosegali tudi najpomembnejše položaje v Slovenski vojski in v slovenskem obrambnem sistemu. Ravno tako, kot so za vsako vojaško organizacijo pomembni častniki in častnice, pa so vsekakor za dobro usposobljeno vojsko pomembni počastniki in počastnice. S svojim delom na osnovni poveljniški ravni skrbite za usposobljenost in motivacijo vojakov in vojakinj. Vi ste njihovi prvi mentori, ter hkrati sobojevniki in kolegi. Vi ste tisti, ki se svojim zgledom, usposobljenostjo in častnim delom definirate karakter Slovenske vojske. Spoštovani, tako kot na vseh področjih, tudi na vojaškem področju velja, da nam le znanje in ustrezna usposobljenost dajeta moč in samozavest pri našem delu. Izobraževanje in usposabljanje sta tako v formalnem smislu kot preko izkušenj in pridobivanja različnih veščin zagotovo stalnica skozi celotno življenjsko obdobje. Za vse, ki nosite uniformo Slovenske vojske, pa je vsestranska usposobljenost še toliko večjega pomena, saj je od nje lahko odvisno tudi preživetje med opravljanjem poklica. Hvala vam za vaše prizadevanje pri 25-letni izgradnji vojaškega slovenskega šolstva. Pri nadaljnjem razvoju imate vso mojo podporo.
Želim vam, da bi šel v razvoj našega vojaškega šolstva v smeri še večjega povezovanja s civilnimi izobraževalnimi institucijami, da bi prenos znanja in izkušenj tekel v obe smeri in tako obogatil izobraževalni sistem v Republiki Sloveniji. Iskrene čestitke vsem, ki ste z današnjim dnem uspešno končali šolo za počastnike in prejeli zaslužene čine vodnika oziroma vodnice Slovenske vojske. Hvala vam in srečno! Gospa ministrica, hvala lepa. Sedaj pa prisluhnimo vokalni skupini Zvok, ki jo sestavljajo zaposleni v naši vojašnici, in sicer polkovnik Samo Zanoškar, podpolkovnik Stanko Vedlin, višji vojaški uslužbenki Vladimira Violeta Mesarič Jazbinšek in Katja Vlaj Guleš ter vojakinja Tamara Pfeiffer. Popeljala nas bo po jezeru pod Triglav. Izvolite. Sledi pa podelitev priznanj najboljšim trem v generaciji šole za počastnike. Na oder vabim poveljnika šole za počastnike, podpolkovnika Franja Lipovca, da podeli zaslužena priznanja. Bronasto plaketo šole za počastnike prejme vodnik Sašo Jeras. Srebrno plaketo šole za počastnike prejme Matjaž Črešnar. Ter zlato plaketo šole za počastnike prejme vodnik Rok Juhas. Prosim, da prevzamejo svoja zaslužena priznanja.
še z nami. Vodnik Juhas, prosim. Spoštovana ministrica za obrambo, načelnik generalštaba Slovenske vojske, glavni podčastnik Slovenske vojske, dragi sošolci ter ostali gostje. Najprej bi se rad zahvalil svoji družini za podporo v svoji vojaški karieri ter ostalim sošolcem, zaradi katerih stojim tukaj. Prav tako bi se rad zahvalil vsem inštruktorjem za podporo in pomoč v času usposabljanja. Danes stopamo iz vojaškega stanu v podčastniški stan, hrbtenico Slovenske vojske. S tem naše osnovne naloge, kot so poskrbeti za samega sebe, prerastejo v prevzemanju odgovornosti za svoje podrejene ter skrb za njihovo usposobljenost. Zavedamo se, da bo nadaljnje upravljanje vsakodnevnih nalog zahtevnejše, kot je bilo do sedaj. Znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili na šolanju, nam bodo v podporo in trden temelj pri nadaljnjem upravljanju vojaške službe. Skozi celotno usposabljanje smo svoj trud in napor usmerili v izgradnjo kolektiva, poštene medsebojne odnose ter skrb drug za drugega. Motivacije nam kljub številnim izzivom in preprekam ni nikoli zmanjkalo. Znanjem, voljo, motivacijo in samodisciplino bomo tako izpolnjevali naloge, ki nam bodo zaupane tako v domovini kot v mednarodnem okolju. Pripravljeni smo, da prevzamemo odgovornost in opravimo naše poslanstvo. Srečno! Hvala lepa. S tem smo današnjo slovesnost pripeljali do konca. Hvala vsem, ki ste danes prispeli iz različnih koncev Slovenije. Današnji dan bomo sklenili z otvoritvijo razstave 25 let šole za počastnike. Zato vljudno vabljeni v avlo kadetnice. Pred nami so božično-novoletni prazniki, preživite jih kar se da barvita.